Ampak gremo pa sceno veliko nižji, value for money, torej kaj dobiš za te šuške? Jo, nova sezona Formula 1, zdaj gledam, se veš, Drive to Survive na Netflixu, če poznaš, pol točno veš, zakaj je ta serija ful dobra. Zdaj pa tale vlog, pa mogoče bi bilo pismo, čak sem malo. Ne si takole naredil, da no tako dolg čas pa tema, a? Tako boš? Je, okej. Od začetka, televizija za mano je popolnoma nova. Zakaj rabim popolnoma novo televizijo? Jaz mislim, da redko kdo med vami ne ve, da se mi je zdaj že nekaj časa nazaj v življenju zgodila ena precej velika sprememba. Sem v novem stanovanju, zato sem poklical Hisense in sem jih vprašal, če so za sodelovanje. Hisense je bil za sodelovanje. Mimogrede, vse to, kar vidiš, to je še, čak sem malo. Nisem niti še vsega pospravil, to je vsa ta pena, ki spremlja škatlo, veš. To. Zdaj pa se veš tako, kako ponovati in zato, ker je šel komotar čisto cool, ker to je oglasni vlog in o njem bom govoril v televiziji Hisense, ne samo eni, ampak kar dveh, pokazal bom pa tudi čisto novo atmosfersko pisarno, pa še eno stvar bomo malo obrnili. Tiste kode za popuste, ki vas ponovati tudi zanimajo, se jih običajno da na konc. No, zdaj bom povedal pa v tem trenutku, da smo s tem zaključili, pa gremo v meru naprej. Prav, kode so kar 4. Komotar 100, komotar 70, komotar 50, pa komotar 30. Lepo mi se raš pošeril na razpredelnico, da se ti lepo umeru pa počas pogledaš, na katero televizijo točno ti lahko dobiš ali 100, ali 70 evrov popusta, ali 50, ali pa 30. Prav. Ok, kode vemo, pejmo umeru naprej. A veš, gre za Hisense TV z vrha njihove ponudbe. Če tako pogledaš, je samo še ena stvar cenovno nad njim, to je njihov laserski TV, za koliko švoh 4 urje. Tale je serije U9, 75 inčev mer, celotna diagonala, 190 centi, glik za enega Gorana Dragića. No tako šta pa okrog 2,5. Ob tem bi rad poudaril, da seveda Hisense ponuja tudi ogromen, bistveno cenejših televizorjev vsem, tudi temu, je pa skupno to, da glede na šuške, bi rekel Kapetanovič, predstavljajo izjemno dobro razmerje med dobljenim, kakovostjo pa ceno. To je fiks, tle se nimam kaj spraševati, to drži, to mi lahko zaupaš. Grede, zdaj sem se spomnil. A veš, kakšna škatla je to? Jaz sem jo komi odvigal spravo. A šlo to meni v lift? Jedo. Ker malo ponosen sem na se. Ok. Gdje smo makne se? Au. Opa. Ja, narobe oba. Ok, aha, brisača, dober je. Ne rabimo zdaj, ne? Glej, taka, ogromna. Zdaj pa tako, jaz ne vem, če ti veš, da vse Hisense televizije nastajajo v Sloveniji, v Velenju, pogaja jih lastno operacijski sistem, meni se to zdi precej pomembno, imenuje se Vida. Vida je lahka za uporabo, predvsem pa tudi vsebina, čak, dajmo malo drugače pogledati, le bom obrnil telefon. Pa veš, kaj sem se jaz zdaj spomnil, stari? Ta najboljša stvari še naredil nisem, a? A če ima skup tole dol potegn? Feels good. Čakaj, še eno imamo. Vse se bomo lotili tudi malo aplikacij, ampak hočemo za začetek povedati, da je vsa ta vsebina, ki jo tukaj dobiš, prilagojena lokalnemu okolju, predvsem pa, dajmo temu reči, enemu takemu povprečnemu gledalcu. Čeprav zdaj mogoče, da govorim neumnosti, jaz verjetno nisem povprečen gledalec, čisto običajne televizije, zelo malo gledam, zelo veliko sem pa na Netflixu, YouTubeu, pa pol tiste stvari, ki jih običajno spremljam, NBA, Formula 1 in tako naprej. Se mi zdi, da si drugače po defaultu povezan že z Googlom, poglej, to tudi paše vsake toliko časa. Na voljo imaš tudi glasovnega pomočnika, dajmo recimo reči takole. Home, pa te vrže na osnoven meni, ali pa recimo Play YouTube. Wham bam. Play Netflix.
Mingrede, ste zdaj vsi začeli svoje daljince gledati, če kva ta zdaj dela, ko je nekaj v daljinc, gledaj na tipka zvočnik, vidiš, Mike je gor narisan, stisneš pa govoriš, poveš, kam bi rad šel. Drugač pa ne vem, koliko smiselno je, da začnem razlagati o kontrastih, črninah, o barvah. Ta televizija ne bi bila sposobna prečarati več kot milijardo različnih barv, glede na vse to, kaj se utegne rolati po zaslonu, ker je, mislim, to kar številka. Pa mogoče en podatek za mal pohvaliti za kakšno gostilniško debato, če imaš 75-inčen TV, ne bi bil večji od 97% televizorjev ostalih potrošnikov. Pa da se razumemo, meni načeloma takšni podatki ne pomenijo, kaj je dost. Ampak, ko pomislim na to, da si bom po moje čez kakšen teden, največ 2, če jih bo kaj na voljo, umislil eno plejko. Stari, ko bo Gran Turismo zalafal, mene od tukaj ven ne bo 10 dni. A ja, a veš, kaj sem hotel reči? Da mi povej, kaj pa ti, ki gledaš na Netflixu. A ti povem, kaj jaz gledam na Netflixu, ček samo. Space Force, Lost in Space, Peaky Blinders. Včeraj sem pogledal ta nov film od Reynoldsa, ko se že imenuje The Adam Project, pa Jimmy Carr, His Dark Material. Ok, zdaj pa, ker smo že pri vsebini in oziroma pri tem, kaj ti vida utegne ponuditi. Če si umisliš Hisense televizijo, da imaš ogromnih stvari že po defaultu noter. Pa ne govorim samo o Facebook Watchu ali pa UEFA TV, ali pa konc koncev, poglej, o NBA aplikaciji, govorim tudi o Deezerju, Rakutnu, predvsem pa o slovenskih appih, Eon, Voyo, T2, pa kaj imamo še tlele? Evo, RTV Slovenija, Amazon Prime, Kidoodle, ta se mi zdi predvsej uporabna, ogromne preverjene, to je za starše, če imamo podatek, vsebine za mulčke, gre za angleške programe. Pa ne vem, mogoče sem malo govoril o tistih osnovnih tehničnih specifikacijah, ampak se mi zdi, da... Jaz mislim, da sem te osnovne stvari povedal. Kode veš, zdaj po moje pa čas, da se premaknemo v Ljubljano, tam ti pokažem pa eno drugo televizijo. Kaj pa je tole? Ne, to je garancija. Sem mislil, da vam še kaj za pokazati, pa zapovedati, da sem pozabil. Nisem. Pa se sem veliko povedal. Pojmo v Ljubljano. To je to. Evo, mi smo prešaltali v Ljubljano. Jaz sem mislil, da bo te drug TV že na steni, da ti bom sam začel, v glavnem ni še zmontiran, ampak toliko boljš, zato ker bom jaz zdaj škatle dal, ampak predtem ti pokažem pa še pisarno. Prav, pridem. Ampak mogoče si boš lažje predstavil mikrolokacijo. Tam je avtomoste, to je ta glavno križišče, na drugi strani pa se boš videl. Atmosferci smo v drugem štuku, ta prva pisarna prepoznaš po nalepki. Evo, mega veseli smo, da smo tukaj, lokacija je vrhunska, logistično, spodaj imamo avtopralnico, kaj še lahko božga. Vidiš, na drugi strani imamo pa Bauhaus. Ok, zdaj pa ker vem, da vas malo ferbec matra, poglej, takole izgleda celotna zadeva. Tale kotiček, tukaj bo podcast corner, atmosferci bomo začeli s podcastom. Bi bil že cajta, ne? In gre, tukaj bo en ogromen napis rdeča atmosferci. Zdaj, o kavču ne bom zgubljal besed, tole pa prostor, kjer bo več ali manj delala jaz pa Saša. Jure se veš, večino časa preživi na motorju, kaj čem ti pokazati? Ogromno stvari še ni, ful stvari še pride, pa to še kakšen plakat, pa tako naprej. Drugač pa za zdaj, moj najljubši del te pisarne je tale star števc, ste povedali, da je od hrošča. Kar se opreme tiče IKEA stav, to je v tem trenutku vse, kar potrebujemo. Mingrede, na Instagramu ste že sprašvali, pogled, tole je, mislim, tega se ne da kupiti, to je naslikano, moj prijatelj Sašo Grah se je lotil ene fotke, ki sem jaz najdel na Instagramu in je tole izdelal vrhunska zadeva. Po moje bo tale slika visela tukaj, pa bomo gledali še eno Miuro. Ta je tudi kar huda, vidiš? To mislim, da se da kupiti, malo po Googli boš hitro najdel. Ok, zdaj smo pa tam, kjer moramo biti. Pretevajo. Ga jaz potegnil nekam, kjer imam malo več prostora, da posnamem, ga damo ven iz škatle, pa ti pa razložim eno zelo pomembno reč. Ti s pri meni doma, ti si res top of the line, cena je zelo visoka. Tukaj gremo pa dol za 10 inčev, vidiš, tukaj piše 65, ampak gremo pa s ceno veliko nižji, value for money. Torej, kaj dobiš za te šuške? Mislim, če ti najdu boljšo kombinacijo. A ja, pa še ena razlika je, ne? Un je ULED, ta je pa QLED, bom točno razložil, odkje pa kaj v to enačbo pade črka Q. Čak se ne vem, kaj ne telefon dam stari, da se bo pa zdaj vse videli. Takole. Najprej moš tele vam pobrati, a več? Šel ga mes predstavil, se bo tam najlepši videl. Ok, zdaj pa preklopim naprej. In noter res pa na vseh 4. Snemam, ja. Kaj nama še manjka, da bo TV stal na steni? Štender. Evo, takole sem jih postavil, pa škato sem dal kar zraven. Dajmo začeti s čisto osnovo. Če boš ti ta TV želel najdeti na netu, boš moral poiskati po serijah, ne? In tole je serija A7. Tukaj je pa valjda velikost, vse stvari so pa jasne. 4K TV, pa s parimi appi se pohvalijo že po defaultu na škatli, sicer pa zdaj smo že v tistem meniju, ki si ga videl tudi pri moji televiziji doma. A pa se mogoče ti lahko kar daljince pokažem. Poglej, tukaj na spodnjem delu imaš kupenih bližnjic, tale recimo je zanimiva free, te odpele takoj na vso vsebino. Čak, pa lej, se najbolj že pritisnem. Free. Kam me pele? Takoj ti najde oziroma pripravljen izbor
zastonskih vsebin, ampak pojmo pa recimo kar domov, stisnem tole tipko. Ok, stari resno. Let me explain! Lej, hotel sem ti povedati, kaj je pa zdaj res značilno za točno ta TV. Kako pri meni doma se lahko ponaša z več kot milijardo barvnimi odtenki, slika je full ostra, barve so noro žive, prehodi med vsemi barvnimi ekstremi so zelo smooth, vse to mu pa med drugim omogoča tehnologija tako imenovanih kvantnih pik. Lej, se tle na škatli piše, poglej, quantum.color in pa, ko slišiš različne oznake, OLED, ULED, QLED, quantum. A veš, to je to, zdaj veš, od kje je oznaka QLED. Eto se enkrat ne bo zgoditi. Stari. Imam strgane hlače, nimam. In ravno ta QLED tehnologija, sprav tehnologijo kvantnih pik ti omogoča, da so svetli odtenki, zares svetli, da so črnine bolj globoke, bolj črne, čeprav vem, da se to smešno sliši. V bistvu celoten dinamično območje, ki ti ga televizija sposobna potalati, je izjemno. Za piko pa i, to se mi pa sploh ne zdi zanemarljiv podatek, TÜV, T-UV, se mi da poznaš, jim je dal certifikat, ne vem, kako se imenuje točno, no, ampak ta TV špara tvoje oči, zfiltrira tisto škodljivo modro svetlobo. Predvsem pa ful je pameten. On točno ve, kaj predvaja. Ali je to akcijski film, šport, konec koncev zazna tudi, če si ti priklopil igralno konzolo in temu sprotno v realnem času prilagaja sliko. Recimo, da si zalaufal PlayStation ali pa karkoli podobnega, on takoj vklop tako imenovan gaming mode lighting. Pa mogoče boš takole še boljš razumel, če potegnem eno vzporednico iz sveta avtomobilizma. Eni avtomobili, tisti z voznimi programi, sami prepoznajo, kdaj se recimo voznik odloči športno peljati in temu prilagodijo odzivnost stopalke oziroma motorja, pa fedrov, pa kva še Saša se prilagaja? Menjalnika. Pa še kaj? Feder, menjalnik. A ja, pa volan. No in ta TV deluje po enakem principu. Ve, kaj gledaš, temu prilagodi intenziteto, barv, zvoka in tako naprej. Ok, zdaj sem te glavne stvari povedal, pokazal, poudaril, ostane nam pa po moje tista, ki je te najbolj pomembna. Verjamem, da zdaj čakate samo še na ceno, pa malo stiskate zobe, s katero cifro bom uletel. Se pravi, TV za mano. 65, pa z vso tehnologijo, ki jo premore, pa te ni mal, z vsemi prednostmi košta, koliko misliš? A veš koliko? 839 evrov. Ej, kaj? Moraš biti pa fair, pa tudi še minus povedati, ne? Daj povej. Težko obesaš kvačkam prt tle gor. Kako lahko kvačkam prt obesaš sem gor? Ne moreš. Pade dol, glej koliko je tene, glej to. Lej, ka slikajo. Kva slika? Slikajo tvoje Toyota. Ne, po moje BMW, a? Kdo bo umazan ga Darko to sliko? Veš to? BMW? Kje imaš ključ? Zdaj bo šel sta. Mogo bi ga zalaufati. Primerja. Ok, dosti bo za danes, prav. Zdaj veš po moje pa res čisto vse. Jaz sem tudi ziher, kaj pozabil, zato ker to je pač sestavni del tega, da si jaz. Jaz komi čakam, da ga damo na steno, Saša, a? Ja, a boš to tudi posnel, pride čez pol ure. Ja, zakaj ne. Zgornje hakalce. Tako, imaš? Dela, stari dela. Pa dobro zgleda. A?